Dragi prijatelji, danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu in v cerkvah poslušamo tale evangelij. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Ko pride Sin človekov v svojih slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva, zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Kaj pomeni lačen sem bil in ste mi dali jesti? Tukaj najprej pomislimo na milijone kmetov, ki v potu svojega obraza pridelujejo kruh, na vse tiste, ki ga pripravljajo, in posebej na gospodinja in matere, ki po večini hrano polagate na mizo svojih družin. Vi že izpolnjujete Gospodovo naročilo: Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Ker pa pravi svetopismo, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede, se potrudimo, da bomo vsak dan tudi vsaj en odlomek prebrali Božje besede. Bodisi iz Svetega pisma Nove zaveze, bodisi iz zgodb Svetega pisma, ki jih lahko beremo otrokom. Potem pravi Jezus: Nag sem bil in ste me oblekli. V času korone bi lahko pregledali svoja oblačila, omare, jih prečistili, zavrgli to, kar je treba zavreči, ostalo pa razdelili na to, kar zares potrebujemo, ostalo pa dali tistim, ki so tega potrebni, seveda vse urejeno in čisto. Obleka pa dobro vemo, da ni samo za telo, ampak obleka v Svetem pismu pomeni tudi človekovo dostojanstvo. Potrudimo se, da v nobenem primeru ne bomo prizadeli človeka v njegovem dostojanstvu. Tudi če smo včasih nanj jezni, tudi če nam je povzročil hudo skrb in bolečino, tega si ne smemo dovoliti. Kaj pomeni bolan sem bil in ste me obiskali? V teh okoliščinah, kjer smo zdaj, to pomeni, da lepo izpolnjujemo naročila zdravstvenih ustanov, da, če je le mogoče, pokličemo kakšnega osamljenega človeka, zlasti pa, da tisti, ki imamo čas, veliko molimo, tudi v imenu tistih, ki se trudijo in imajo v času bolezni korone prav posebno težke službe. Potem pravi Jezus: Uječi sem bil in ste prišli k meni. Nimamo veliko prilike obiskovati zapornike. Vendar obstajajo tudi druge oblike zaporov, ki jih ima gotovo Jezus v mislih. To so razne duševne in duhovne ječe. Jezus pravi: Kdor dela greh, je suženj greha, je na nek način uječi. In pomislimo tukaj tudi na duševne bolnike. Duševna bolezen je marsikdaj prava notranja ječa. Če smo blizu takim ljudem, izpolnimo Gospodovo naročilo. In še zadnje, Jezus pravi: Tujec sem bil in ste me sprejeli. Silno aktualen stavek v zadnjih letih, ko se sprašujemo, kakšen naj bo naš odnos do migrantov, ki prihajajo skozi našo deželo. Odgovor evangelija je jasen, to pomeni:
sočutje s tistimi, ki so zares potrebni naše pomoči, in pa velika previdnost. Evangelij pravi tudi, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, ne pustil podkopati svoje hiše. Najbolje bi bilo, če bi mogli tem ljudem pomagati v krajih, kjer so oni doma. Dovolite še nakratko vprašanje. Kdo je svetniški mož na tej sliki za mojim hrbtom in kaj je dobrega naredil za Viničane? Želim vam blagoslovljeno nedeljo in vas lepo pozdravljam.